Pri nekaterih avtomobilih so prenove tako minimalne, da se zdi, da jih proizvajalci naredijo samo zato, da bi se spet govorilo o njih, ker je to itak najcenejša in najboljša možna reklama. Spet pri drugih pa se zdi, da so prenove tako temeljite, da bi lahko govorili kar o novi generaciji modela. Evo ga, Focus 4. generacije. No ni, osnova je še vedno enaka, ampak so spremembe zelo konkretne na vseh področjih. Zunaj, znotraj, motor, kaj je še sploh pomembno? Čeprav že prej ni izgledal slabo, je zdaj dejansko še bolj markanten. Nos je čisto nov in Fordovo prepoznaven, da so res poslušali kupce, pa vam bo tako jasno znotraj. Tule je dokaz. Čisto nova sredinska konzola ima zdaj lep in velik zaslon, ki se ga lahko tudi dotikate. Gumbo je precej manj in lepši so, tole je novo, skratka, tule je napredek res najbolj opazen. Tudi izdelava se mi zdi bolj kvalitetna, kar je sploh pomembno. Ampak nekaterim, recimo meni, je še bolj pomembno, da se dobro pelje. In tale Ford seveda ne razočara. Podvozje karavane je sicer prilagojeno malo povečani nosilnosti v zadnjem delu, kjer je poprečno velik, zato pa uporabno pravokoten prtljažnik. Vožnja je dovolj udobna, da bodo otroci zadaj spali, ko se boste peljali na izlet, hkrati pa podvozje dovoli hitro in zanesljivo odpeljano vinek, ko jih boste stresli v kampu ven in šibali na fuzbal tekmo. Pri motorju, ki je tudi čisto nov, sem imel najprej pomisleke, zdaj pa jih ni več. Z 1,5 litra prostornine stisne namreč 88 kW, torej 120 konjev, majhna prostornina pa se pozna samo pri speljevanju in pospeševanju v spodnjih vrtljajih, ko bi si želeli malo več odločnosti in manj cukanja. Na tovarniško porabo z manj kot 4 litri pa pozabite, na testu znaša 6,1 litra in verjetno tudi pri vas ne bo bistveno drugače, mogoče kakšen deci manj. Še beseda ali dve oceni? Jih je že do zdaj 12. Če bi sešteli vse dodatke, motor in tako dalje, bi v ceniku pisali, da stane 28 710 evrov. V tem primeru bi rekel, da je predrag. Ker pa imajo zdaj že čisto vse znamke popuste in ker pri Fordu za tale avto znaša kar 4100 evrov, no, za slabih 25 evrov je pa tole že dober nakup. Brez dvoma sodi med najboljše v razredu in kot sem rekel na začetku, meni se zdi praktično nov model. Toliko je novosti.